s baklami in zastavami ter z ubranim korakom v znamenju solidarnosti. Tako so se na tradicionalno kresovanje na koprski Markovec odpravili delavci in delavke, tisti, ki to niso več in tisti, ki to še bodo, če se bodo stvari vendarle spremenile. Čeprav dan danes mladina ne vem, kakšno upanje bo imela. Vrednote praznika dela ostajajo, pravijo sindikati, in to kljub krizi, ki jo moramo vzeti za priložnost, da se končno streznimo. Neuspešno politiko zategovanja pasu na svojih plečih nosijo predvsem delavci. Delovne razmere zmerno slabše so. Tudi opažam manj ljudi letos. Ljudje pravzaprav tudi instinktivno reagirajo, da se tudi take dogodke, bi rekel, nekako ne gleda več z nekim navdušenjem in z nekim upanjem. Vendar nam ne preostane drugega, kot da peljemo to idejo in ta boj naprej. Upam, da bo spet pridobil na vrednosti, ker nažalost smo v takih časih, kjer ni dela, oziroma tudi če delaš, ne moreš preživeti mesece. Goreče upanje v boljšo prihodnost so starši položili v roke svojih otrok, ki so zakurili kres. Premladi, da bi se spominjali vstopa Slovenije v Evropsko unijo, so le poslušali zahteve starejših, naj se izpolnijo obljube izpred 10 let. To ni Evropa tisto, kar smo si želeli, to je izprijena družba, taka kot je, in 1. maj mora ostati delavski, tako kot je bil. Vedno je in vedno bo. Neko novo suženjstvo se ustvarja. Se delavci praktično bojijo svojih delodajalcev, namesto da se jim zoperstavijo in da se ponovno izborijo določene pravice, ki so jih skozi ta čas izgubili. Simboličen ogenj pa naj bi podžgal pogum in zavedanje, da je za boljši jutri potrebno ukrepati že danes.